Dober dan, to je N1 studio. Po enem od politično najbolj burnih tednov, odkar je na oblasti ta koalicija, je premier Robert Golob odšel v Kijev, kjer je predsedniku Zelenskemu obljubil pomoč Slovenije pri povojni obnovi Ukrajine. A njegov intervju, v katerem je mešal zasebno življenje, kritike sodelavcev in napovedi, da nekaterih reform morda sploh ne bo, še vedno pretresa domačo javnost. Kako na to gledajo koalicijski partnerji? Kje so bile narejene največje napake? Se bodo res kateri od reform odpovedali? Z nami v studiu je podpredsednica vlade, ministrica za zunanje in evropske zadeve, tudi predsednica koalicijske SD, Tanja Fajon. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospa ministrica, morda najprej še pojasnilo gledalcem. V oddajo smo namreč povabili tudi poslanca največje opozicijske stranke in predhodnika na mesto zunanjega ministra, sodeč po anketah tudi najbolj priljubljenega politika v državi Anžeta Logarja, ki je veliko govoril o pomoči Ukrajini in pomembnosti reform, a je naše vabilo v oddajo zavrnil. Gospa Fajon, začniva. Veliko slabe volje in skrbi je bilo zaznati v neformalnih pogovorih s predstavniki vaše stranke v tem tednu, razlog pa premierjev intervju za oddajo Preverjeno. Kaj vas je pravzaprav najbolj vznejevoljilo? Zdaj, ne bi mogla reči, da je bil razlog verjetno oddaja Preverjeno. Jaz mislim, da tu niti ne gre toliko za nejevoljo ali jezno, bolj gre za skrb, ko spremljaš ljudi, ki so nezadovoljni v veliki meri, mogoče tudi prestrašeni. Mi smo v letu, ko smo napovedali vrsto sprememb in te spremembe zahtevajo seveda eno širše soglasje, zahtevajo, da bo politika znala skomunicirati, zakaj so vse te spremembe, ko gre za plače, ko gre za davke, ko gre za stanovanja, ko gre za zdravstveni sistem potrebne. Seveda se tu vedno najde veliko vprašanj in tudi za nas kot politike, kot koalicijske stranke so to utemeljena vprašanja. Mi bomo mogli dati prave odgovore in zato dobiti tudi razumevanje ljudi. Zdaj se pa zdi, da že v štartu, ko nastavljamo in postavljamo te reforme, ko imamo izhodišča, ko se pogovarjamo o izzivih v družbi, se zdi, da je že veliko nemira, mogoče zato, ker ni vseh odgovorov na mizi. In to je tudi tisti nemir, ki ga pogosto čutimo koalicijske partnerice ali tudi poslanske skupine, ko nimamo na mizi vseh izhodišč ali pa usmeritev, kaj želimo narediti. Torej ne samo komunikacija s splošno javnostjo, ampak tudi komunikacija znotraj koalicije s koalicijskimi partnerji. Ne gre za slabo komunikacijo. Jaz moram reči, da zelo dobro z obema šefoma koalicijskih strank sodelujem, da si povemo, če imamo nesoglasja, da se vsak teden srečujemo na koalicijskih sestankih. Gre bolj za to, da ko mi zdaj vsak koalicijski vrh, ki ga imamo, izkoristimo za pogovor tudi s poslanci, da najprej zadeve analiziramo. Marsikdo reče, vsaka vlada do zdaj je uspela analizirati razmere, ampak meni je to zelo koristilo, da vidiš, kako je dejansko stanje, preden se lotiš neke spremembe. In potem je seveda ta komunikacija, če ni zdaj pri vseh teh reformah, imamo mi analizo stanja, imamo tudi neko željo, kako ambiciozno in hitro jih želimo peljati, nimamo pa še čisto predstave z resornih ministrstev, kako, po kakem ključu bomo te spremembe peljali. Ja. Dogovorili smo se in jaz si pa tu iskreno želim, mi smo druga koalicijska pomoči po velikosti stranka v tej vladi. Iskreno želim, da smo v vladi zato, da pomagamo delati spremembe, ki bodo izboljšale življenje ljudi. In delovali bomo na način, da bomo, če bo treba, nastavljali ogledalo, bili tudi kritični, ampak vedno s konstruktivno kritiko in pa tudi z argumenti, kako stvari peljati naprej. A pa se vi strinjate s premierjem, da če vlada ne bo uspela prepričati ljudi, da jim bodo reforme olajšale življenje, da se potem reform, razen zdravstvene, pač ne boste šli? Zdaj, tu so, saj veste, interpretacije zelo veliko. Kaj je on natančno s tem mislil? Jaz do tega trenutka nisem začutila v razpravah, da ne bi bilo pripravljenosti. Jaz mislim, da se vsi zavedamo, da potrebujemo spremembe za vse, kar sem omenila, od zdravstva do stanovanjske politike, do pokojninske, dolgotrajne oskrbe, do nenazadnje davčne, plačne reforme. Vsi se strinjamo, da so te spremembe nujne. Tudi prejšnje vlade so se ukvarjali, nam so se v bistvu v 10, 20, 30 letih nakopičile težave. Nakopičile ne samo težave, tudi vrsta anomalij, ko v sistemi ne delujejo, kot bi si želeli, ko imamo vrsto kategorij prebivalstva, ki je nezadovoljnih. A pa vam je on te svoje besede na včerajšnjem sestanku pred sejo vlade kaj pojasnil?
Nismo govorili o oddaji Preverjeno na koalicijskem sestanku, mislim, da nihče ni se dotaknil, ker smo se ukvarjali za vsebino vladne seje, ki je bila pred nami, in za agendo, ki je bila tisti dan pred nami. Ja, ampak pričakujete pa pogovor o tem, opravili ga boste v ponedeljek znotraj stranke, tudi na predsedstvu je danes dejala podpredsednica SD Meira Hot. Tudi znotraj koalicije bo pogovor, je dejala, pričakujemo določene odgovore. Katere? Ampak mi vsak teden imamo znotraj stranke kolegi, predsednice, imamo organe stranke, kjer se pogovarjamo. Zlasti veliko smo namenili pozornosti zdravstvu, tudi zdaj predstavljenim izhodiščem vseh ostalih reform in pogovarjamo se, kje bodo tiste naše usmeritve, ki jih bomo res trdo zagovarjali pri teh reformah. To so vsebine naših pogovorov, kako bomo peljali te spremembe, kje bodo naši argumenti, kako bomo zagovarjali javno zdravstvo in kje bodo mogoče tiste neke naše rdeče usmeritve, preko katerih pa ne bomo mogli iti. Ni to vprašanje sodelovanja v koaliciji ali kakršnega koli nezaupanje. Mogoče pa je dejstvo, da seveda si želimo nekega res dobrega dela, v smislu, da vemo sistemsko, kako gremo, da so poslanske skupine še bistveno bolj obveščene, kdaj se sprejemajo na vladi kakšni zakoni, da ni tu kratkih stikov in da čim bolj transparentno delujemo pri pripravah, tudi z resornimi ministri. Ja, glede na dosedanje poteze opozicije ne bi bilo nikakršno presenečenje, če bi državljani o reformnih zakonih, ko bodo ti vloženi, potem odločali na referendumih. Glede na padanje podpore vladi, rezultat ni samoumeven, ne glede na to, da je ta vlada 3 referendume že dobila. Kako si predstavljate nadaljnje delo vlade, če vam začnejo zakoni padati na referendumih, kot se je denimo zgodilo v SD-ju, vaši stranki v času, ko je vlado vodil Borut Pahor? Jaz verjamem, da je komunikacija z ljudmi, z stroko tu zelo ključna, ker lahko še ne vem kako dobro reformo, mogoče je bila davčna to izhodišče, en tak zgleden primer, če jo zastaviš v komunikaciji, v štartu narobe in ne skomuniciraš najboljše ljudem, lahko že v štartu tudi nekaj, kar je bilo v izhodišču dobrega, zelo hitro uničiš. Jaz mislim, da bomo morali zelo pri tej veliki spremembi, ki jo delamo z nekim družbenim soglasjem, z reformami skrbeti, kako bomo z ljudmi komunicirali. To so spremembe, ki bodo vplivale na življenje ljudi, ne bodo vsi z vsem zadovoljni, marsikje bo mogoče treba tudi komu kaj vzeti in je nehvaležno, ampak zato bomo morali se pogovarjati in iskati, kar pravim jaz, čim širša soglasja. In komunikacija bo tu ključna. Ali bomo ministri zdaj in vlada in poslanci sposobni najprej med sabo imeti dovolj transparentnosti. Zdaj nobena od teh reform ni reforma, ki jo vodijo naši ministri. Ampak vendarle bomo pri vseh sodelovali z našimi strokovnjaki. Naredili smo delovne skupine. Jaz sem se potrudila, da bo v delovnih skupinah pri nas res sodelovali najboljši ljudje, da bomo dobesedno skušali poboljšati stvari, kolikor je mogoče. Ste pa v koaliciji izrazili obžalovanje ob odstopu Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za finance, ki je pripravljal davčno reformo in jo komuniciral tudi in je odšel zaradi Golobovih kritik, da niso komunicirali ustrezno. Ali torej ni odstopil pravi, bi moral odstopiti finančni minister Klemen Boštjančič? Tega žal res ne morem soditi, lahko pa povem, da smo s Tilnom smo dobro sodelovali. Res je, poslanci so mi povedali, da so ga imeli radi, ker je strokovno znal pojasniti stvari, veliko se je pogovarjal. Zdaj, zakaj je on ponudil odstop, se je že tako odločil, minister je sprejel včeraj, ni dal dodatnega komentarja na to in je to pač odločitev ministra in pa seveda državnega sekretarja, ki je odstopil in v to se preprosto ne vmešavamo. In se ne boste opredelili do tega, ali je odšel pravi človek ali ne? Še enkrat, on je sam podal svojo odstopno izjavo. Ja, ker je nekako razumel javno nezaupnico izrečeno strani predsednika vlade. A minister Boštjančič še uživa zaupanje vaše stranke? Vsi ministri, ki so trenutno in sedijo v vladi ta hip kot celotna koalicija, uživajo naše zaupanje. Ta hip niti nismo v situaciji, da bi lahko že sodili kakšne rezultate. Vsi, jaz verjamem, da se kot ljudje in kot ekipa resnično trudimo. Bistveno lažje bi bilo, če bi bilo manj te napetosti, ki jo čutimo v ozračju. Marsikdaj je ta napetost nažalost producirana s strani opozicije, spolitizirana, da ustvarja neko delitev in nemir v javnosti. Jaz, ko gledam to našo vladno ekipo, ko se sestaja in tudi ko se pogovarjam s poslanci, imam občutek, da si kot ljudje res vsi
prizadevamo, da bi naredili neke rezultate. Je pa minister Boštjančič, ko ga je kolegica z Radia Slovenija pobarala o vašem predlogu, da bi bili kapitalski dobički po novem obdavčeni progresivno, dejal, da morate to razložiti vi. Lahko torej to na tem mestu razložite? No, ko smo mi gledali ta izhodišča, smo vedno šli po logiki, ne? Če se bomo lotili ene take reforme, davčne, seveda si želimo, zdaj imamo mi zelo obdavčeno delo in zelo slabo obdavčen kapital. Da seveda ta ravnovesje bolj pravično porazdelimo in da gremo tudi po progresivni lestvici, da po neki logiki tisti, ki ima več, tudi plača več. Ampak to je zaenkrat samo na ravni predloga SD ali že neka širša razprava? Mi smo v izhodiščih, ko smo se pogovarjali na koalicijskem vrhu in jaz verjamem, da je zato tudi nastal ta namir v medijih, bolj ali manj govorili o tem, kje bi bilo mogoče dobiti dodaten vir financiranja. In nismo videli številk, nismo videli dodatnih izračunov in seveda so takrat vsa ministrstva, mediji začeli preračunavati, iskati svoje številke in izračune in zato je zgodba v 2-3 dneh praktično eksplodirala. Slaba komunikacija, bi jaz rekla, največja napaka teh izhodišč, predvsem pa, da mi nismo videli finančnega okvira. Ja, tudi mi ne. Potem so bila samo neka ugibanja, preračunavanja, zlagali smo skupaj te številke. Zdaj, če nadaljujeva, v vašem podmladku, v Mladem forumu SD so Golobu po tistem intervjuju sporočili, citiram: "Iskreno smo veseli, da ste si na svoji življenjski poti našli sopotnico, s katero sedaj živite skupaj," gre za Tino Gaber seveda, "vendarle pa smo nekoliko nejevoljni ob pogledu na tračarske novice o vašem zasebnem življenju, medtem ko nestrpno pričakujemo delo in izpolnjevanje obljub od 24. aprila lani." Je takšno tudi mnenje stranke? No, jaz zagotovo ne bom komentirala nikoli zasebnega življenja politikov, ker se mi zdi, da imamo vsi pravico do svoje zasebnosti, kolikor vsak želi komunicirati, je to njegova odločitev. Ampak, ko gre za Mladi forum, pa je treba razumeti, da pri nas Mladi forum je suverena mladinska organizacija, ne sprašuje ne mene, ne vodstva stranke, kako naj komunicira in jaz običajno tako sporočilo tudi preberem iz medijev. So pač mladinska organizacija, dovolijo se svobodno razmišljajo in to svobodo jim dopuščamo. In to torej ni mnenje vaše stranke, čeprav razumem? Za mnenje me nikoli ne vprašajo, ko ga sami objavijo. Kakšno pa je mnenje stranke, pa ne bova zdaj res o zasebnosti, ker ni v javnem interesu, da razpravljamo s kom, torej o zasebnem življenju, s kom je kdo doma in tako naprej, ampak vendarle o prepletanju javnega in zasebnega, ne? Da premierjeva partnerka hodi na sestanke na vladi, da z Golobom kar v njegovem kabinetu snema intervju. Je po vaše to začelo vplivati na delovanje koalicije in odnose v njej? Nimam občutka, da vpliva. Jaz mislim, da se tudi nikoli, vsaj v krogih, kjer sem bila jaz, pa tudi na koaliciji, nismo o tem pogovarjali. Tanka je linija vpletanja zasebnosti v življenje politikov. Mi nenazadnje zelo malo vidimo svoje partnerje in pogosto pridejo tudi v naše pisarne. Zdaj drugo je seveda, kakšna je tu vpletenost v profesionalno. Zdaj, jaz ne bi rekla, da je to novinarsko delo, ker ne gre za novinarsko delo, tudi ne za novinarko, ali sta to privatno snemala še enkrat. Ne vidim nekega velikega problema v tem, če ste se tako odločila, ampak to, kar zadeva mojega dela v odnosu s koalicijo in z temami, ki jih imamo na mizi, nikakor ne vpliva. Najbrž se prestrinjate, da privatno, rekli ste privatno, tega ne delaš v kabinetu predsednika vlade najbrž, ampak to počneš doma. Verjetno, ne? No, ne vem zdaj, a je bil intervju tam sneman, če je bil sneman v predsednikovem kabinetu. Včasih partner pride seveda tudi pojesti s tabo, ko drugje ni časa, ne vem. Mislim, da ni pravil, ki je ta meja mešanja zasebnosti med privatnim delom, ni šlo pa to za uradni intervju, ki bi bil objavljen v nekih mainstream medijih. Ja, očitno pa premier to mejo preizkuša. Vas je premier seznanil z možnostjo rekonstrukcije vlade, v kateri vse pogosteje poslušamo, ali so v igri za zamenjavo zgolj ministri Svobode ali tudi SD-jevi? Ali to za vas sploh pride v poštev? Predsednik vlade zagotovo v tem ni nikoli načel pogovora o rekonstrukciji vlade z mano, ne, tudi nisem zasledila te informacije v nobenem od sestankov, ki ga imam tudi za vodstvom naše stranke ali s koalicijskimi partnerji, tako da to bolj zasledim v medijih. Očitno veste več, kot vem jaz zdaj.
Če se bo odločil za menjavo kakšnega ministra znotraj svoje kvote, je to seveda njegova odločitev. Jaz ne čutim v tem trenutku, da je to aktualna zgodba, pa vendar mogoče mi ni vse poznano. Pri nas pa mi sami odločamo, kdo so naši ministri, bi bilo pa verjetno to kar težek lahko predmet pogovorov. Torej, če želi zamenjati ministra iz kvote svoje stranke, v redu, pač boste to vzeli na znanje, če tako rečem. Če bi pa želel kakšnega od vaših, kaj bi se pa potem zgodilo? To bi pa, jaz mislim, imeli kar velike težave, ker nazadnje smo mi postavljali svoje ministre in tako kot mi drugim puščamo suvereno to kadrovsko odločitev, pričakujemo enako od partnerjev. Kolegi z Dela danes poročajo o poskusih destabilizacije največje poslanske skupine, torej Svobode, ki šteje kar 41 poslancev. Ti poskusi naj bi prihajali tudi strani SD, ki da želi k sebi zvabiti nekatere Golobove poslance. Mojca Šetinc Pašek, poslanka Svobode, je v zvezi s tem dejala, citiram: "Če kolegi v SD govorijo in pričakujejo ekipni odhod poslancev Svobode k njim ali med nepovezane, je žal to velik račun brez krčmarja. Tisti, ki to govorijo, lažejo in živijo v rednem svetu daleč od realnosti." Ali torej pričakujete prestope poslancev Svobode v SD? Takšni pogovori resnično ne potekajo, tudi takšnih navodil jaz nikomur ne dajem. Pravzaprav nisem nikoli zasledila aktualne razprave o kakršnemkoli prestopu za zdaj, tako da to je stvar, če se bodo poslanci sami Gibanja Svobode odločili. Moram pa reči, da je zelo jasna. Če se bodo jih sprejmete? Če se bojo odločili, bomo najprej se takrat pogovarjali o tem. Za zdaj nismo tam. Imam pa je zelo jasno navodilo, da ves čas tako našim poslancem kot tudi ministrom nalagam, dajmo biti konstruktiven partner, naslavljajmo kritiko, ko je ta potrebna, ampak naslavljajmo jo z argumenti, ker smo del te vlade, ker smo dobili zaupanje ljudi in ker seveda moramo to zaupanje z rešitvami in rezultati tudi dokazati. Ja, ste pa oktobra lani ob robu kongresa SD dejali, da si predstavljate, citiram, da bi se kak prestop lahko zgodil tudi v našo smer, to ste rekli. Se torej bo in odkot si še vedno predstavljate to? V politiki je vedno aktualna želja v parlamentu, kjer se merijo tudi poslanski glasovi in teža teh, da bi se zgodil kakšen prestop, ampak to ne pomeni, da gre za zvijanje rok ali za siljenje kogarkoli. Če pa bo kdo želel priti k nam, pa jaz vedno pravim, vrata so odprta, dokler delimo nekaj in zagovarjamo skupne vrednote socialne demokracije. Stvari ne gredo v smeri, ki smo jo po volitvah pričakovali. To je za N1 po sestanku zdajšnjega in nekdanjih glavnih tajnikov SD dejal prejšnji drugi človek stranke Dejan Levanič. Strinjali so se, da je Slovenija še vedno v nekem krču, pričakovanega zadovoljstva namreč ni, ne na državni, ne na lokalni ravni. Zdi se ravno obratno, kot da nezadovoljstvo narašča, je dejal, in da vam to dnevno sporočajo tudi vaši člani iz lokalnih odborov. Kje tu vidite svojo odgovornost in kako boste to spremenili? Podpora stranki je padla, trenda doslej nekako niste še uspeli obrniti. Jaz sem prepričana, da smo danes v zelo dobri kondiciji, bistveno boljši kot še mesec dni nazaj, in te kritike ali to nezadovoljstvo, nemir prihaja zelo upravičeno. Jaz poslušam, se veliko pogovarjam z ljudmi, ne gre samo za to, da je ta strah prisoten tu zadnje leto, ampak to so se težave v Sloveniji nakopičile in to zdaj, ko mi je res v drobovje poznan sistem v Sloveniji, kopičile čez desetletja. In mi smo prišli v situacijo, ko imamo v vsakem sistemu, ki ga danes gledamo, ali podsistemu, vrsto nekih anomalij, težav, ko smo delali tudi nepravilnosti. In danes zdaj ljudi pripraviti, da so spremembe nujne, ko so se nekega stanja mogoče navadili, nekateri bolje, nekateri slabše, je za politiko zelo velik izziv. Jaz mislim, da bomo uspeli prepričati samo tako, da res trdo delamo in dajemo na mizo tiste rešitve, ki so sprejemljive za najširšo množico ljudi, kar pomeni, da moramo res poslušati stroko, tudi ta je pogosto razdeljena, poslušati civilno javnost, vključevati vse v iskanje tega širšega soglasja. Jaz lahko samo rečem, da sem z delom zavezana k temu in da tudi znotraj stranke smo uspeli vzpostaviti danes strokovne svete, zbrali skupaj strokovnjake, da bomo resnično
delali na reformah in delali z argumenti. Jaz mislim, da bomo tudi ljudem dokazali, smo 4 ministri. Ampak če samo pogledam na resor Ministrstva za gospodarstvo, kaj jim je uspelo narediti v 9 mesecih, odpraviti vrsto anomalij, ki bi lahko Sloveniji grozile z velikimi kaznimi iz Bruslja in tudi pomagati malemu srednjemu gospodarstvu tudi skozi energetsko in prehrambeno krizo. Naši ministri od kohezije, regionalnega razvoja, pravosodja in ne nazadnje na zunanjih in evropskih zadevah, kjer imamo gospodarsko diplomacijo, kjer imamo pomemben ugled v zunanjem svetu, delamo res, res dobro. Mogoče se nas vedno ne vidi, kot bi si želeli, ampak jaz verjamem, da bo čas pokazal. Ja, glavna prioriteta vašega ministrstva za letos je sicer pridobivanje podpore za Slovenijo kot nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, druga kandidatka iz vzhodne Evrope je Belorusija. Zdaj glasovanje se približuje, poleti bo, ni pa še povsem jasno, ali bo Sloveniji uspelo ali pa se bo morda, tudi to se nekako ugiba, pojavila še tretja kandidatka in potem na koncu zmagala. Se po vaše to lahko zgodi in kako boste prevzeli odgovornost, če Sloveniji ne uspe? To ne bo moja odgovornost osebno, to gre pač za projekt Slovenije. Mi se zavedamo tako na zunanjem ministrstvu, kjer ga vodimo in vlagam res veliko energije, kot tudi vlada, kot tudi in opozicija in celotna politika. Mi ta projekt, če ga uspešno izpeljamo, Sloveniji naredimo eno veliko uslugo. Slovenija je majhna država in bo tu v svetu, ki je danes svet velikih geopolitičnih sprememb, lahko igrala eno pomembno vlogo. Dali jo bomo na politični zemljevid, ne samo Evrope, ampak celega sveta. Odprli bomo gospodarske priložnosti, marsikatera mogoče tudi delovna mesta, predvsem pa našo podobo države. In jaz lahko rečem danes s ponosom, ko delam v tej kandidaturi, da smo zelo v zadnjih mesecih okrepili podobo Slovenije, da smo razpoznavni po prizadevanjih za boj v podnebnih spremembah, v prizadevanjih, da smo zelena, varna država, da nimamo velikih bremen in da znamo poslušati tudi majhne države. In to nam priznavajo. A pa se lahko pojavi še tretja kandidatka? Jaz verjamem, da do glasovanja ne, ker je premalo časa. Mi imamo glasovanje 6. junija, tudi ni na vidiku nobene države, tako da v prvem krogu, in jaz upam, da nam bi uspelo zmagati v prvem krogu glasovanja, da potem ne vidim priložnosti ne časa, da bi se pojavila še kakšna država. A pa imate kakšno zagotovila? Kako nam kaže s podporo sploh? Ta hip bi rekla, da sem kar zmerno optimistična, glede na to, da sem prišla iz New Yorka pred dnevi, da imamo nek pregled nad državami, ki nas podpirajo, da če bi bile recimo volitve danes, bi si upala reči, uspeli bomo, ampak do takrat je še 2 meseca, tako da noben dan ne smemo pozabiti in počivati. Tudi geopolitična situacija se spreminja in seveda ne moremo na vse pri tem glasovanju vplivati izključno sami. Ja, ampak potem, glede na to, kar pravite, ne boste odstopili z mesta zunanje ministrice, če ta kandidatura ne bo uspešna, vendarle je to vaš ključni projekt. No, zagotovo ni ključni projekt, ker potem bi pozabila, kaj se dogaja v naši regiji, v našem sosedstvu. Ampak za letos ste rekli, da je prioriteta. Balkanu. Prioriteta je zagotovo. Ne vidim pa razloga, zakaj bi jaz izključno nosila posledice, ker gre to za projekt Slovenije, ne zunanje ministrice. No, ampak projekt pa vodi zunanje ministrstvo, No, ki ga vodite absolutno, vi, ampak glejte še enkrat, ko gre za glasovanje, ne moremo mi vplivati na sam potek, kako se bodo razmerja velesil v svetu, ko imamo vojno na evropski celini, ko imamo lakoto, ko imamo dezinformacije, ko imamo hibridne grožnje, ko imamo prerivanje velesil, kako se bodo postavili glasovi za Slovenijo, ki je v tem svetu res zelo, zelo majhna. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bomo pa raje obrnimo drugače, če bomo uspeli, bo pa to zelo, zelo velik uspeh za Slovenijo. Ja, in zagotovo si bodo takrat vsi pripisovali zasluge, najbrž še tisti iz prejšnje vlade. In zagotovo bodo glasni tisti tudi še iz prejšnjega časa, če nam ne bo uspelo. Da. Bolj glasni. Premier Golob je sicer, kot rečeno, danes prispel v Kijev skupaj s hrvaškim in slovaškim kolegom, tudi s predsednico Moldavije. Že predtem pa je bil ta teden v ukrajinski prestolnici že drugič tudi Janez Janša, lani kot premier, zdaj kot predsednik največje opozicijske stranke. Kako vi razumete to njegovo potezo? Kot nek poskus prehitevanja predsednika vlade, glede na to, da je bilo okvirno jasno, kdaj bo šel premier Golob gor, a ne?
ali kot naključje in iskren namen? Ker lani ste bili še kot evropska poslanka zelo kritični do Janše, ko so šli s kolegoma z Poljske in Češke v Kijev, niso imeli mandata Evropskega sveta, takrat solistična akcija ste ocenili. A veste, marsikdo mi je te dni rekel, tako dobronamerno ali pa iskreno, šel je gospod Janša tja zato, da bi nekako uničil obisk predsednika vlade ali da pač nagaja. Zdaj jaz pravim, se bom vzdržala komentarja. Bistvo je, da je predsednik vlade v Kijevu na uspešnem obisku. Mi smo uspeli še včeraj na vladi zagotoviti en velik obsežen paket pomoči humanitarne, da je šel z dobrim sporočilom. Sodelovali bomo pri obnovi mesta Harkov, ki je drugi po vrsti po velikosti v Ukrajini. Gradili bomo bolnico, hibridno šolo. Pustili bomo en velik pečat. Pomagali bomo otrokom z psihosocialnimi potrebami, invalidom. In to se mi zdi so lepe zgodbe, kjer lahko Slovenija res pokaže svojo solidarnost. Tako da ta obisk danes je bil res tisti, ki je v Ukrajini in Ukrajina je to že pozdravila, veliko pomenil. Sem pa tudi vesela, da smo v luči tega obiska uspeli uskladiti še eno pomembno zadevo, da smo v Državni zbor vložili prav danes tudi usklajeno deklaracijo o priznanju množičnega poboja z lakoto, genocidom v Ukrajini v začetku prejšnjega stoletja, kar je danes storilo že več kot 20 držav. Poslanska skupina Socialnih demokratov, Gibanje Svoboda smo vložili skupaj, verjamem, da bo to uživalo kar veliko podporo tudi v parlamentu in je sporočilo v Ukrajini, politično sporočilo podpore. Levica se vam pa ni pridružila? Jaz mislim, da Levica samo potrebuje malce več časa za razmislek. Mi smo Socialni demokrati to pripravljali, v zadnjem trenutku usklajevali tudi z Gibanjem Svobodo in probali danes pač vložiti, da lahko še to sporočilo damo, tako da mislim, da samo gre za vprašanje časa. Ampak zakaj ravno zdaj, ravno ta deklaracija, ravno o tem dogodku, glede na to, kaj vse spremljamo, gospa ministrica, v zadnjem letu zdaj že več v Ukrajini? Zaradi tega, ker je to ta teden storil tudi francoski parlament, ker je zdaj že velika večina držav to storila. Mi smo o tem že kar en čas razmišljali, ali narediti ta korak, v katerem trenutku ga narediti. In zdaj smo presodili, da je pravi trenutek. Ukrajina je že več kot eno leto dni v vojni. Včasih je treba tudi zaradi neke moralne podpore narediti kak pogumen korak. Premijer je v Ukrajini ponudil pomoč pri povojni obnovi, nekaj ste že povedali, ampak kakšna konkretno ta pomoč bo, kaj vse je Slovenija pripravljena prispevati? Se pravi, nekaj ste že povedali, pa vendarle še za naprej, verjetno, ko enkrat bo in upamo, da bo to čim prej konec te vojne. Vsi si želimo, da se vojna konča. Na prvem mestu zagotovo Ukrajina in tudi jaz sem vesela, da smo začeli tudi v vseh razpravah, dokumentih uvrščati besedilo. Potrebujemo, da se ustavijo spopadi, da se vzpostavijo pogoji za začetek pogajanj za mir. Čim prej je mogoče. Ta hip te situacije žal nimamo, ampak se bomo trudili v tej smeri. Ukrajini, ki pa je danes žrtev te vojne, Rusija kot agresor, bomo pa pomagali, dokler je treba. In to je bilo danes tudi sporočilo, da razumemo borbo Ukrajincev za svojo ozemeljsko suverenost in celovitost. Zdaj, ta paket pomoči, ki je danes ga prinesel predsednik Zelenskemu, obsega zlasti in predvsem ali pa sploh samo humanitarno pomoč. Mi smo na vladi včeraj sprejeli dodatnih 5 milijonov evrov, najmanj, da bomo lahko skozi ITF, ki ima že procese ali pa projekte razminiranja, psihosocialne pomoči otrokom, potem bomo dali za otroke s posebnimi potrebami, novorojenčke. Skratka, iz tega paketa bo šlo, tudi gospodarska podjetja so zainteresirana za pomoč pri obnovi Harkova, kjer je že pobrateno mesto z Mariborom, Soča za izgradnjo bolnišnice, za izdelavo protez in tako naprej. Jaz mislim, da lahko Slovenija v tem solidarnostnem, humanitarnem smislu pusti en lep pečat. Kaj pa orožje, bomo še pošiljali gor? To je odločitev, ki jo bo sprejemala vlada oziroma ki jo bo tudi mogoče po današnjem obisku prenesel k nam, ali ta želja obstaja. In če ta želja obstaja, bojo takrat seveda, to gre pa za Ministrstvo za obrambo, ki pregleduje svoje skladišča in ki usklajuje to in da po potrebi odločitev na vlado za zdaj ni bilo.
No, ampak vemo, da ukrajinski predstavniki zelo na glas pozivajo države NATO, Evropske unije, da pomagajo tudi z orožjem. Vemo, zakaj vse prosijo, zagotovo so tudi Slovenijo danes prosili. Vlada je kolektiven organ, vsi skupaj boste sprejeli to odločitev. Kakšno bo vaše stališče pri tem? No, se pravi, če bomo dobili na mizo, da bo odločitev oziroma da bo predlog odločitve, da še pošiljamo naprej vojaško pomoč, odvisno tudi za kakšno gre, to je tudi odvisno od zalog, ki jih imamo v naših skladiščih, bomo takrat odločali na vladi. In do zdaj smo vedno vse pakete pomoči Ukrajini tudi skupaj kot vlada podprli. Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda bomo z zanimanjem spremljali tudi še vsa sporočila, ki prihajajo danes iz Kijeva, kjer je slovenski premier in njegovi kolegi. Spoštovana gospa ministrica Fajon, najlepša hvala, da ste bili gostja N1 Slovenija. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti tudi v zvezi s obiskom premierja Goloba v Kijevu sproti objavljamo na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.